Živijo, draga poslušalka, dragi poslušalec, drago poslušalstvo. Pred vami je 76. epizoda Glav, ki pa vsebuje en kočljiv trenutek. A ne, Anže? Res je. V bistvu je prvič v live nam je Skype tok zamoril življenje. V bistvu ne vsem, samo pižamcu, ker ga je tako po 3/4 glav ga je dol vrgal in ga nismo mogli nikakor nazaj preklicati. Jaz zdaj sicer krivim Skype, ne? Čeprav je možno tudi, da bi bil moj internet kaj narobe. Ja, ne vemo, pač neka višja sila je, tako da dejansko 2/3 teh glav pižamc je, pa ga pa ni več. Tako da, če me ful ne morete, dajte tam po 3/4 ure poslušati začeti in bo the best. Tako, so rekli, da bo to povedala, tako, zdaj bo pa dejansko un del, ki je intro pa to. Anže? Intro. Ampak dajmo se zmeti, a govorimo zares samo o ljudeh, ali govorimo tudi o režiserjih, o filmih? A ja, ker režiserji niso ljudje. Thanks. Okay, danes je torek 15.3., ura je 23:07 zvečer, gremo temu reči zvečer. Tole so Glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama, intro. Lepo pozdravljeni v 76 glavah, čeprav meta v Google koledarju piše 75 glave. Skoraj z jih so 76, ker sem šel malo pregledati. No, v redu, potem pa dobrodošli v 76 glavah. Če smo se pa zmotili, pa bo Anže tole popravil, da se bo lepo sešlo. Kot vedno vas na začetku povabimo, da nas polajkate, kjerkoli nas vidite, se pravi predvsem na Facebooku, kjer nas najdete pod aparatus.si. Potem nas lahko najdete tudi na Twitterju, kjer smo aparatus_si. Greste lahko tudi na iTunes in nam date oceno. Dobili smo eno super, Draksič nam je dal top shit in 5 zvezdic. In če ga citiram, začel sem poslušati, ko ste imeli o Star Wars po filmu, od takrat redno in še za nazaj, ker prepočasi snemate, da bi imel dovolj. Ful ste dobri, dvopičje zaklepaj. Meni je všeč, da je nekdo napisal top shit. Vajte vse, to mi je kul. Tako da, hvala Draksič, ti ljudje, kot si ti, so razlog, da z Anžetom delava te stvari. In to ne zajebavam, ampak res fino je dobiti tak feedback. Seveda nas lahko tudi podprete z 4, 8 ali 12 evri mesečno. Anžetu je zmanjkal minc za tehnični svinčnik in jih mora naročiti z Japonske. Sem pa res prvo pokuril. Okay. In kot veste, prevoz kontejnerjev je kar težek, sploh če ga sobotka kam preusmeri med potjo. Lahko pa še vedno nas podprete tudi z nakupom skodelice, ki jih je pa, mislim, da je danes Polona dala to na Facebook, res jih je samo za prgišče med 10 in 15 ali nekaj tasga, tako da zadnja priložnost, da za 25 evrov podprete aparatus in dobite lepo skodelico s sliko nikogar. Tako je. To je to. Okay. Zdaj pa še kaj drugega zapovedati. Če v četrtek to poslušate, pridite zvečer v festivalno, če boste še kakšno karto najdel, Perica ima roast, jaz pa Anžega roastava, tako da če pa poslušate kasneje, pa zamudili. Se bo pa je na netu, česar se jaz ful bojim, ne? Ampak to bo trajalo. To bo trajalo, da se zgodi, to je res. Okay. Povej, kaj imamo danes delati. Ja, jaz mislim, da če bo roast na netu, ti boš ziher dobil kakšno nagrado. Recimo najvišji roaster večera. Saj to. Povej, kaj bomo delali. Danes bomo pa govorili o ljudeh, ki bi morali dobiti nagrade, pa jih niso. Namreč Leo, naš prijatelj, ki je očitno prabuhinjec, iz tiste šale, kako so buhinci nastali. Če je on seveda se kdaj delal, da je bukal, dobil Oskarja končno. Potem, ko se je zavlekel v tistega konja, mislim, da to je dejansko en ta detalj, ki si ga tudi Martin v Igri prestolov ni prvo že rekel, fakt, to je preveč prefuknjeno, tega res ne bomo delali, da bi ljudje hodili spat v konje, čeprav ne vemo, kaj se bo zgodilo, ko pride zdaj 6. in 7. knjiga in še kakšna zima nova. Ampak ja,
Leonardo ga je dobil, potem, ko bi ga mogel dobiti že od takrat, ne, kaj žre Gilberta Grozda. In danes smo rekli, da se najdemo in da malo podebatiramo, kdo bi še vse lahko bil na tem seznamu ovenčenih Oskarjašev, pa ga ni. In zato sva z Anžetom na pomoč poklicala naše režiserske sile, naša dva dežurna dopisnika za režijo. Prvi je poleg tega še dežurni dopisnik za prenosljive otroške bolezni, Matevž Nuzar, živijo. Živijo, lepo zdrav. Druga pa je še naša dežurna dopisnica za avantgardno glasbo ljudi, ki po glavi nosijo kitke, Urša Menard. Živijo. Vsakič boljši naziv. Intro. Kaj se hoče še reči, da to nam je v bistvu tudi predlagal eden na iTunesih, Zorc, oziroma George, če je tisti DZŽ, ne. Ki je rekel, da bo še lahko moj ni, ampak okay. Ja, ne vem, če sem mogoče pa Damjan Zorc, ta punk pevec od Bulldogov. Ja, poslušaj glave, to je weird. V glavnem, ki je rekel, da pač bi se lahko enkrat saj igralcev, ki niso dobili Oskarja, ne, pa bi ga morali, ampak mi se ne bomo samo na igralce oziroma ljudi ne omejili, ampak bomo tudi lahko predlagamo, bomo naredili draft vseh možnih stvorov, ki lahko dobijo Oskarja. Tudi režiserji. Tudi režiserji, tako. Tudi Andyja Serkisa mogoče. Mogoče. To je sigurno predlagal ta edin, ker ne se lanskrat poslušal, ko smo komentirali Oskarja. Ne, da je par ljudi me je sprašval, če bomo že spet, sem dobil 3 maile, sem dobil. Res. Zato, da so vedeli, da bi na Proziben gledali. Ja, ampak tako čisto random folk, boste imeli kaj za Oskarje, ne vem, kaj se dogaja. Tako da nismo bili toliko ujeb, očitno lani. No? Ja. Super, potem pa pogledamo vrstni red. Začel bo Matevž. Ja, na listku si. Urša. Okay. Jaz. Odlično. In kdo bo zadnji? Presenečenje, Anže Tomič. To je to. Enač pa draft ljudi, oziroma ljudi in ostalih režiserjev, ki bi mogli dobiti Oskarja, pa ga niso. Matevž začne, tako da začnite, star. Ta igra je tako, da spet enega sam povemo ali več? Enega, ga malo razdelimo in gremo naprej. Bomo 2 kroga, pa tako kapol zmeram, ta zadnji krog bo če sta iz istega filma ali pa iz istega leta, mogoče lahko menimo skupne. To je tudi res. No, ajde. A režiserji ali igralci? Kar hočeš. V bistvu jaz bi začel, da z ljudmi začnem z režiserji. Okay. Po mojem, malo sem brskal. Za ene sem vedel, za ene pa nisem vedel in sem kar bil presenečen. Ampak začel bom zelo očitnem, v bistvu, tudi največjim. En od največjih režiserjev, to je Alfred Hitchcock. Kaj, on nima nič? On nima nič. Te bomo dati zdaj, pa je naslednji film, njegov bo čist hud. Ja. Mislim, samo moramo veriti, jaz sem v bistvu, ko sem delal, nekako sem brsko, sem ignoriral to za življenjsko delo ali pa ta Irving Thalberg Award, ki je tudi Oskarji oziroma Akademija podeljuje. Tako da to ne šteje, to so pač te za življenjsko delo. Ja, ti si pointless. Moram dobiti za neki, ne polka mu ga dajo, zato mu ga niso dali. To hukajac pač, ti si brez veze. Tako da on je en od režiserjev, ki ga nima, v bistvu. On je dokaz, da so Oskarji bullshit. Evo, vidiš, bravo, ni bilo treba meni reči. Ne, pa se to je res, ampak tako to je. Ampak jaz njega sploh nisem pomislil, ker on ima res par tako dokaj filmov je posnel, ne? Sploh kar se Hollywooda tiče. Ja. To pa sploh ne bi, ok. S tem, da je v bistvu on je bil prvič nominiran leta 1941 s filmom Rebecca za najboljšo režijo, pa imel še nek Lifeboat, pa Spellbound, drugače pa te dva najbolj znana, ki sta bila nominirana, sta bila pa Psiho, pa Dvorično okno. V bistvu za oba te dva bi mogel definitivno dobiti, kar se mene tiče. Ja, mislim za Rear Window zihar. A slučajno veš, Matevž, kdo je tisto leto bil kao boljši? A veš, da ne vem, to pa nisem gledal. Čak, lahko googlamo. Ja, že spet, pa bo to kar je random film, ki ne mogoče, da je to kdo, kar je Rear pač. Dober. Mislim, On the Waterfront je dubo. Namest Psiho, kaj pa pol? Ne. Ali namest, Rear Window.
Ne, to je najboljši film. Sam mal, vidim, kje je ta režiser. Ja, Elija Kazan, zasluženo. Ok, dobro, to je res. Zasluženo. Ja, ok. Zasluženo. Tako ni se zgodil A Beautiful Mind ali pa neki. Ne, ni se zgodil to, pa ni se zgodil ten se tale pleše z volkovi, pa to. Ja, te bizarke. Ja. Ja. In tudi, kaj je bil Psiho, je bilo isto zaslužen. Billy Wilder za Apartment. Se pravi, Hitchcock je imel smolo. Hitchcock je tako kot DiCaprio. Vse DiCaprio je tudi. Mislim, sorry, ne moreš reči, da je Daniel Day-Lewis kao slabši. Ja, se to je res. Človek je imel smolo, vse kul. Ja. Dobro, sem da je Daniel Day-Lewis takrat sam z eno nogo igral. No. Pač Hitchcock je imel toliko ponosa, da se ni šel v unga konsko truplo zakopati, je rekel, jebeš te Oskarje, se kul. Ni bilo dosti velikega konja, da plaka. On bi se lahko v noja zakopal, glede na to, da je posnel ptiče. Ja. Ali bi se lahko pa kon vanga. Bam! Ampak ja, ne, ampak to je pa ful, wow, ok, to si pa kar blew my mind, mal, iskren. On je pa tako, mislim, se je očitno, to je zihnik trivia question, ne. Ja, on je en od največjih hollywoodskih režiserjev. To ne more noben zanikati. Ja, pa on ni tako, da bi imel kratko kariero, ali pa veš, sam dva random hita, ali pa nekaj, on je tako res eden od unih proper, pa da ga nima, je kar malo weird, no. Ja, on je 40 let snimal filmu, če se ne motim. Ja, pa če ti urča, veš. Ja, začel je v 30, ne, v 20-ih. V konc 20-ih, se pravi, in ptiči so, in je snimal do, pač še 80-ih je bil aktiven. Ne, kakih 80-ih? Če je pa ptiči so letnikov, čakaj. To so pa zdaj čist skregala, tako dokdaj. Ne. Jaz sem 70, zadnji film. A 60? Ta, ki igra. No, 50 let, ja, 50 let. 50 let. In ima Oskarja. Ptiči so pa 63. Ups. Ne to ven. Ja, ne, to za nalašno tvisto. Da nam zmeri je tist, ki... Ja. Zdaj doktor Mare že googla, reka, dem prehitel so me. Pa ptiči imajo res to 80s estetiko, ne, ful natopirane frizure. So pa njegovih filmih shoulder pads. Te barve, ki ima v filmih. V bistvu, če gledaš North by Northwest ali pa Ptiči. Ali pa Psiho. Je pri njemu vse tako odtenki sive, teh 50 odtenkov sive je kar zanimivih tam, ja. Okay, Norman Bates, the original Mr. Grey. To je, ok, imamo brutalen začetek z Alfredom Hitchcockom. Kdo je pa Urša, ne, se mi zdi? Kako? Ja, jaz bom šla malo čist v drugo smer. Bom omenila osebo, ki pač zdaj smo popravili krivico in smo po ne vem koliko letih dali končno človeku, ki si je res zaslužil Oskarja, in to je Morricone. In zdaj mislim, da je še par ljudi, ki niso tako kot Hitchcock pokojni, ampak delajo tako na polno in jih tudi ignoriramo. In ena od mojih najljubših je pač ena bejba, ki po mojem boste zdaj prvič slišali za njo, in ime je Mary Zophres. Mary Zophres. Ok. In to je ena gospa. Mary. In ta gospa, bom tako se vrnila, da povem, kdo je. Ena od kategorij, ki mene pa Oskarjih vsakič nervira, in to neskončno, je kostumografija. Zato, ker pač tam vedno so nominirani in vedno zmagajo te filmi, ki imajo največ kostumov, pa največ korzetov, pa volančkov, pa te filmi, ki jim rečemo kostumski filmi. Ne? To je prav izraz, se pravi nekaj, kar se dogaja v preteklosti in kjer moš ti čim bolj ubost to neko zgodovinsko obdobje. In se ne rečem, da ni to tudi ful kreativno lahko, ampak na to vsi padajo na polno. Ne? No, na to padajo površni Američani, ne? Ja, no, na to padajo ljudje, ki se jim ni zdel, da si Hitchcock zasluži Oskarja. Ja. In pač filmi, kjer so, ne vem, sodobni, recimo, mislim v smislu, da imajo, ne vem, da se dogajajo zdaj, pa da so not tudi kostumografija, da je sodobna, pač nimajo šanse
sploh nikoli. Zato, ker ena naredi viktorijanske. Zato, ker je pač, niti nominirani niso ponavadi. No. Edini ta Costume Designers Guild ima posebej kategorijo za sodobne pač filme, mislim za sodobno kostumografijo, ali pa ful redko, recimo, tako kot se je nazadnje zgodil, kakšen fantazijski film, oziroma kakšen mal tak crazy, ne, se zraven urine. Drugače pa, če ni korzetov, ni šans. No, in glih te sodobni kostumi, to je pa področje, na katerem je ta omenjena gospa, Mary Zophris, kraljica, totalna. In zdaj, ko bom začela malo naštevati, kaj vse je ona naredila, boste zihar imeli tako slike v glavi, ker ona od Farga dalje dela vse filme za brata Coen. Se pravi, une ogromne puhovke, kosmate kapce, Fargo, to je ona, ne vem, od Jesusa vijolična trenerkica, Dudovi uni plastični sandalčki za umorje, pa šlafrok, to je ona, skratka, Oh Brother, Where Are Thou, No Country for Old Men, True Grit. No, ampak moramo pa povedati od njej tudi so kavbojke od Shia LaBeoufa v Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Aha, si jo pogooglil. In v bistvu edini film, za katerega enkrat sam v lifeu je bila nominirana za Oscarja, in to je bilo za True Grit, kjer pač je kostumski film, ne, ki je western, pa se dogaja v enem drugem stoletju in tako, ne. Sicer so super kostumi, ampak nazadnje je naredila tega Hail Caesar, ki je zdaj v kinu, tudi od Coenov, ampak poleg tega njunga opusa, ki itak je pač da se s klišejem izrazim, paša za oči, totalna, je naredila kostume za Catch Me If You Can, recimo, pol Ghost World, to je ta po tem legendarnem stripu Daniela Klausa, kjer je pač prenesla te stripovske ikonične podobe na film, ful dober. In za, pač to pa je moj najljubši od njenih teh kostumografskih dosežkov za Butec in Butec. Ta živo oranžen pa baby blue, ta tuxedo s cilindrom, ki si jih oblečeta, ne, to je tudi ona. Tako da, dajte ji Oscarja. Ja. Tudi Interstellar je, ne, vmes še to moramo omeniti, da. Zdaj sem tako, Boki, yes. Boki nek zate. Boki gre zdaj ukrast eno Oscarja, da ji ga bo dal. To je dosti res, da je dosti annoying, ker pač zmeram te viktorijanci ali pa neki dobijo, ne, mislim, kar se kostumov tiče. No. Ta point se mi zdi tako, da se nikoli ne ceni to. Ker zdaj se je začelo res to, je pa res, da zdaj, ki smo leta 2016, ne, če bi zdaj snemal nekaj, ki se tako v 70-ih ali pa 80-ih dogaja, po mojem že to je že preteklo časa, ne, da mogoče ima to malo več teže zdaj. Ne. Ne vem, od 90-ih recimo, če si delal nekaj, ki se v 80-ih dogaja, že to je bilo ful malo filmov takih, no, ampak tako je bilo pa tako, okej. Veš, recimo Dallas Buyers Club, pa American Hustle, pa vse to, ne, to je dejansko neka vrste že kostumska drama. Kad napišem, mi piše drama / zgodovinska drama. Ja, vse, kar je malo domakino, enih 10 let nazaj, je že na nek način. Ja, danes so 90-ta bi že lahko, ali pa 80-ta, no, recimo. Tudi 90-ta. Sej, tako, če narediš film, ki se dogaja v 50-ih, pa da zgleda ful lepo, to še tudi recimo Oscarji poštekajo, kišno to Carol ali pa ne, kaj tazga še dojamejo. Ampak 80-ta pa, ne vem, to pa še niso vzeli. A veš, pa tudi, če tako gledaš, recimo, en kostum, mislim, ena slika, ki ti ostane v glavi 10 let potem, ko si gledal film, mislim, nek korzet iz Elizabeth, The Golden Age, ali kva so že pol ti kostumski favoriti, tega se zihar ne spomniš, ne? Se pa spomniš točno, kako je Dude oblečen, ali pa se spomniš unga oranžnega pa modrega cilindra, ko ima ta Dumb and Dumber. Mislim, tako se mi zdi, da je to res eno področje, ki je res čisto zgrešeno. Ne, tudi zelo veliko se premalo se govori recimo o kostumu pa v sami scenografiji. Zmeraj se govori, koliko je dobra fotografija, ampak če pogledamo v bistvu fotografijo, nekaj, kar naredi nek snemalec, je ful odvisen od kostuma in scenografije, od barvne palete, ki jo naredijo, od dizajna vsega. In tako da v bistvu, če on dobi neko nagrado za dobro fotografijo, je definitivno zaslužen tudi to kostum in scenografija. Ne?
Ja, to so vsi elementi, ki delajo glih te režiserje, ki jih in danes ali pa v filmski zgodovini najbolj cenimo, kakor wow, njihovi filmi izgledajo čisto hudo. Je ponavadi to sodelovanje vseh teh vizualcev pripomore. In če gledaš Coene in ne vem, ljudi, ki jih mogoče boš Matevž še omenil tekom tega podcasta. Čeprav letos ta kostum dizajn, kostumografija ni bila tako slaba nagrajenka, ker je Mad Max je dobil, tako da... Ja, v bistvu kar presenetljivo skoraj, oziroma tako ne klasična. Ja, ne, se je zgodovinska drama, samo da je v prihodnosti. Zgodovinska drama v prihodnosti. Ja, če gledamo tako, če gledamo kostume pač, ne, gre za... Futuristični film iz 80-ih. Ja. Ta še lepše, ja. Okay. Pižamc, ti si na vrsti. Jaz sem združil dva v enem, ker sta povezana z enim filmom in sicer najprej se bom osredotočil na igralca, za katerega mislim, da bi si ga za obe vlogi, za kateri je bil nominiran, tudi zaslužil dobiti, in sicer je to Peter Sellers, ki je bil nominiran najprej za 98 vlog, ki jih je odigral v Doctor Strangelovu, in pa potem še za eno vlogo, ki jo je igral v filmu Being There. In, ki je pravzaprav res vse one vloge, ki jih je on odigral se pravi v Strangelovu, so kot dan in noč, v primerjavi s to, ki je potem za ta Being There, in ne vem, si upam sicer tisto leto, ki je bil on za Being There, da ga je dobil Dustin Hoffman za Kramer vs. Kramer, ampak se mi zdi, ne vem, to te vi zdaj pove, ker jaz priznam, da tam v 80-ih pa to še nisem toliko pozorno spremljal, pa se pa tudi za nazaj, da se mi zdi, da je tam šla neka druga polovica 80-ih oziroma pol 90-ih so prišle te malo vloge, ki si zelo tak en outsider, ki gre tudi na tiho, malo autistično stran, da so pa šele začeli dobivati te neke vloge. Ali se motim, ali je tam iz 60-ih kakšen tak lik, kot je njegov Being There, ali pa Rain Man, ali pa kaj podobnega, ali pa že kakšni te razni Forresti Gumpi, da so že prej to dobivali. Ja, to je ta Gervaisa teorija, ne? Da you have to play a disabled, ali kako je. Ja, ne vem, če je točno tako rekel. Ja, ali on ima zmeram te, ok, ne vem, fulno. Ne, on je imel, mislim. Gervais je imel te v tele Extras. V Extras, ja. To pa Holocaust movie, ne? Pa Kate Winslet dobila za The Reader, ne? Se mi zdi Oscarja končno, ja. To je bilo to, ja. Ne vem, kjera vloge bi bile še... Ja, da bi prej nekaj te vloge. V 90-ih so mogoče te liki prišli, to, kar je Sellers igral Being There, ker po moje njegova delč nekako tako krona njegove karijere. Ja. In on je bil za ta Being There dokaj jezen, ker je rekel, da ne bi mu ga uničil režiser, vse šanse, da bi dobil Oscar, zaradi tega, ker je potem, ko je konc filma bilo in čez zaključno špico je dal neke te posnetke iz snemanja, sprav tak gufer, blooper tape je bil in je dejansko tako malo izpadel, da se pa sam neki zajebavajo in da naj mu bi to celo vzelo šanse. Čeprav... Halaš bi itak bil takrat na Horsu, tako da verjetno. Dosti čudne stvari počnejo, ampak je pa zelo zanimiv režiser, tako da ga vsakem priporočam njegove filme gledati, no? Ker je začel kot montažer in pol delal te filme, ki jih je delal. Pa na Horsu je bil. Pa na Horsu je bil. Ja, to je ta trivia. To je ta, v bistvu bil, to je ta generacija 70-ih, to Coppola. Ja. Te, ki so meni zmeram bolj všeč, to jih še zdaj gledam te filme. Čeprav je pa, glih zdaj sem šla preveriti, ker nisem bila zihar, ampak par let prej dobil Jack Nicholson za One Flew Over the Cuckoo's Nest, Let nad kukavičjim gnezdom. Tako da, mogoče sam te bolj ekstrovertirani so morali biti. Ja. Za interventirance ni bilo toliko prostora. Medtem, ko je pa Dr. Strangelove, je pa zgubil
za film, oziroma on je za vlogo izgubil proti Rexu Harrisonu v My Fair Lady in tudi film Dr. Strangelove je izgubil proti My Fair Lady, tudi Stanley Kubrick, ki ni dobil nikoli Oscarja in je ta drugi, ki ga dam v tem kompletu, je izgubil proti My Fair Lady. To je ta neka Shakespeare in Love situacija. Ja. To so te muzikli jebeni. Isto leto so bili pač My Fair Lady, oni top 3/4, ne, iz top 4 se pravi najboljša igralka, pa Julie Andrews dobila za Mary Poppins. Oh, wow. Bruhno sem bil kar. Pol imaš Sellers Kubrick kombo. Ja, Sellers Kubrick. Kubrick pa tudi dejansko ga Kubrick ima enega Oscarja. Tega je dobil, ki ga je zavrnil. Specialne efekte. Ja. Se pravi, valjda to, po čemu je najbolj znan. Ja. Če po čemu Kubrick znan, je znan po special effectsih, to je dejstvo. Ne. Sam ja, on je tudi eno teh. Ne. Sam le, neki so mu dali, ne. Veš, tako, to je ono. Saj neki, je kot Interstellar, ki so mu mogli neki dati, pa je dobil special efekte. Ja. Čakaj, a je on poslal? Sam neki, ne metati v isti koš 2001, pa Interstellar. Ja, se opravičujem. Mi je že žal, da sem karkoli rekel, iskreno. 2001 ima preveč dojenčkov, aj tisti 2010. Ne, 2-1 ima, na koncu je. Če sem, a ni Kubrick, ali kdo ga je že zavrnil, ker tudi neki, ki je to poslal neko indijanko. Marlon Brando. Marlon Brando ga je. Zabotra. Za Corleone. Seveda, da je en tak moje postave. En debel človek. To je ta kategorija, Brando pa Kubrick. Skupni imenovalec si najdu. Ja. Edini scenarij pa Martin. Pa sem pa jaz, ne. Okay, jaz bom tudi začel z režiserjem, ne. Z enim človekom, ki je meni ful všeč, pa si upam reči, da bi si že zaslužil mogoče Oscarja, ne vem točno za kjer film, mogoče za njegovega prvega, ampak pač tako je življenje. David Gordon Green. Wow. Ja. Vem, to je zelo mogoče kontroverzen pik, ne. se čistrinjam s tem, ampak on je meni zelo, zelo, zelo cool. Jaz zdaj razumem, da nima v bistvu vsaj s temi filmi, ki jih zdaj zadnje cajte dela, ne, v bistvu nima šans, ampak zadnje cajte se nekaj tako zmeram, vedno znova se vračam k njemu. Pozabimo Your Highness, ok? Vem, da to ne moramo. Rekel, Your Highness je ogaben film, ne. Ampak ja, sorry. Ne, kar povej. Ne, on je meni sam cool, ki je en od teh, ki se mu vidi, da ima tako, a veš, kako rekel, rad dela različne filme, ne. Ne vem, zakaj to meni pač ful dogaja, ampak tako, on je pač, jaz mislim, da za George Washingtona bi on mogel nekaj dobiti. A res, ti si ful fan George Washingtona? Ja, jaz sem ful, a res. Ja, hudo, ne, sej dober film, sam ne bi nikoli. Ja, jaz mislim, da je to en od unih filmov, veš, če bi ta prav cajt vam bržal, pa če bi bil to njegov 4. film, ne, bilo bi tak darling Oscarjev in bi ga lahko, veš, kaj mislim? Jaz ful verjamem, da bi se to lahko zgodil, ne. Veš, ker on pa na eni strani naredi Pineapple Express, pa gre pa v Snow Angels delati, ne. To je bola. Ja, sem Snow Angels je bil prej, po moje. Ja, ok, ampak tako, hočem reči, v smislu, veš, pač ta človek je res že več v vsem redu. Jaz sem rekel, da bom res z njemu bom začel, pa bom šel za fullback mainstream. Obljubljam. Ampak jaz mislim, da je on eno teh, ki bi, ne vem, ful ga ne šmerglajo, pa ne vem zakaj. Tako, evo, to bom rekel. Veš, kaj je edina taka res opravičljiva stvar Your Highnessa? Edina dobra za to, da so njihovo tisto prestolno sobano so uporabili potem za Orlovo gnezdo v Game of Thrones. Okay. Ker so pač snimali isto tam v Belfastu in so pač rekli, to nam je pa kul, kar puste, tole bomo mi samo malo predelali. Oh, wow. A to se pravi tam, ki dol napade. Ja. Aha, ok, lepa, to nisem vedel. Mislim, ne, se le, Your Highness dol pade, ne, to je nekako povezano. Stop killing my high, man. Ja, lej, ampak ja, mogoče weird pik, ampak res, jaz njega imam preveč, tako rad ga imam in sem jezen, kjer ga ne šljivijo. Meni se zdi, da on kar v nekem paralelnem svetu obstaja. Pa v bistvu čisto hollywoodske filme dela po eni strani, no.
Pa po mojem bi njega začeli šljiviti, če ne bi pol šel glih v to smer napačno, no, se nam rekla napačno, ampak sej meni je Pineapple Express zakon sam. Ja, me tisti pač tisti za Oscar, no, okay, to se pa gre naprej še. Ampak ne, po mojem, da je fora glih, veš, te prve 2-3 filmi, to je bilo tako, bolj Sundance, Independent Spirit Awards, ne? Ja, se to, ja. In pol, če si recimo, ne vem, en Linklater ali pa Paul Thomas Anderson ali pa, zdaj bom ful pokurla, se kao počas prebijaš, ne, iz teh nagrad do kao nekih teh resnih. A veš, on je bil pa glih v momentu, ko bi zdaj pa postal kao, ne, folk je govoril, da bo novi Melik, pa ne vem kaj, pa je spoznal ljudi, ki so preveč pohali. Ja, očitno, ja. Ampak, ja, jaz se ful se s tem strinjam, ampak, ja, ne, se to v bistvu imaš ful prav, ampak ne vem, jaz ne moram mem tega, da se ga ne šli več. No, ja, ne, oni imajo ni problem, če so omenila te, ki si omenila Paul Thomas Anderson, pa te, ki so v 90-ih začeli. Mislim, on je prepozen začel, ne. Če bi začel sred 90-ih, mogoče bi ga malo drugače dvigli. Tudi to je res po moje, ja, zato ker on je tudi začel pol, ko se je že Melik vrnil, ne. Ja. Kako boš novi Melik, če pa pride stari Melik nazaj? Ja, če Melik nazaj leti, ne. Nazaj leti z parimi zelo dobrimi filmi, ne. Tako da, ja. Mogoče boš že navijal na Oscarjih 2018 za njega, ne. Kaj tazga snega, se kaj ve, da ful snema? Ja, Boston Bombing, tako da. Okej. Tako da mogoče šanse, lepo. Sam, če bi počakal še ne 10 let, bi bila pa to že kostumska drama. Ja, za kostum tudi dopo. Mislim, da to je fajn prvi krog, čeprav imamo v bistvu zdaj, v bistvu imamo full režiserjev, tako da vidimo, kaj se bo zdaj zgodil. Mateo, začenjaš? Zdaj ne smem režiserja. Ne, loga, to sem sam tako nakazal, da mogoče ne, wink, pa to, ne? Ja, povej. Mislim, tega ditek bo en rekel. To so te interni dialogi. Reč ga. Roger Dickens. Večni poraženec. To je snemalec, direktor fotografije, ki je bil nominiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Letos je bil ta 12. nominiran za Oscarja, za najboljšo fotografijo in nikoli še ni dobil. Filmi, ki jih je pa posnel, so pa Shawshank Redemption, Fargo, Kundun, O Brother, Where Art Thou, The Man Who Wasn't There, Old Man, The Reader, True Grit, Skyfall, Sicario na zadnje. Sicario. Who cares? The Man Who Wasn't There. Ja, tako da to je človek, ki pa leta 13-krat je bil nominiran, ker leta 2008 je bil nominiran celo za 2 filma. Kaj pa je narobe pa z njim? Nisi povedal tega, meni je najboljši, najboljša fotografija The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Mislim, da je bilo to leto, ko je bil za tega, plus še za enega. To je eden mojih top 5 filmov, by the way. The Assassination. To je smešno dober film. To je Andrew Dominik, ne? Ja, to je smešno dober film. Pa taka muska od Nika Cavea je da je kičast. Takih filmov ne delajo več, če me ne vprašate. Že 10 let ne. Ne, res, to je pa ne, jaz pa full folka sploh, mislim pa ne zdaj, da ta film je kar nekako mem padel. Ja. Tako, ne razumem zakaj, ker je noro dober film. Tisto leto je bilo full westernov, oziroma ni bilo full, no Country for Old Men, pa Jesse James, pa še eden je bil. 3:10 to Yuma? Ja, ta. Aha, okej. Pa so se te malo pomešali, v bistvu, in ta je krvan padel. Ja, to je smešno dober film. Ja, tle je tudi Brad Pitt genialen noter. Ja, mislim, mogoče najboljša vloga. Leto kasneje je imel Burn After Reading, ne, če smo. Ja. No, glavnem. Meni je hud v Burn After Reading. Ne, se je hud. Je pa ni hud. Ne, sam tako diametralno, to je tako čist drug spektrum. Te dve vloge nima to res veze. Snow Angels pa Pineapple Express. Ja, tako je. Točno to je. Tako lepa. Ok, hudo. By the way, mislim, Roger Dickens je stalni snemalec od bratu Coen, drugače pa en od
najpomembnejših hollywoodskih, ki so delali vse največje filme. Tako da to. In tudi človek eden prvih tako utemeljil, zakaj se da tudi, pokazal, da se da tudi digitalno fotografijo narediti hudo. Tako, ne, da ne izgleda digitalna, ampak da sam sediš v kinu in rečeš wow. Ne. Ja, tako priporočam je par intervjujev z njim na YouTubeu, ki so izjemni. Tudi veliko govori o tem, o digitalni fotografiji. Pa DVD za Fargo ali pa Blu-ray mogoče tudi, nima od režiserjev komentarja, ampak je njegov komentar. Ja. Vsaj tako ga imam jaz, ima njegov in je ful zanimiv. Če je kdo res tak ekstremen nerd, naj si to posluša, ker je res ful tako fascinantno. No. Mislim, sam pogledajte si njegove kredite, kaj vse naredil. Še en kup super filmov. V bistvu danes bomo ugotovili, da vsi, ki delajo s Coeni, so ful podcenjeni ljudje. Ja, to smo že. Sam res, ja. Ok, Urša, ti si? Pa ne vem, mogoče bi pa jaz ker res toliko malokrat govorimo o teh neljudjeh, ki niso igralci, mogoče tudi še celo režiserji, ne bi pa jaz tudi mogoče imela enega direktorja fotografije. Okay. In to je Edward Lehman. On je bil letos nominiran, drugič v lifeu, za film Carol, ki ga je posnel na 16 mm film, to noben več ne snima danes. Prvič je bil nominiran leta 2003 za film Far From Heaven. Oba te dva filma ima ta istega režiserja, Todd Haynes, od katerega sem gigantski fan, tako da pač ta Edward Lehman mi je itak eden najljubših, že od nekdaj direktorjev fotografije, ampak pač poleg teh dveh filmov, ki za moje pojme izgledata noro, je to človek, ki je izumil to neko Tumblr estetiko, po moje, ker je posnel Virgin Suicides od Sofije Coppole. Okay. In tam te neke neostrine in slow motioni in vse to, kar danes te emo oziroma to je zdaj post-emo najstnice dajejo gife na Tumblr, mislim, da je on to estetiko tako utemeljil ne, pač res, ne, v pač tem, ne vem, na prelomu tisočletja. Drugač, to je že kar star človek, tako da mu je treba hitro dati Oskarja. Posnel je med drugim tudi, ne vem, recimo Soderbergh, kadar ni snemal sam, je zaupal njemu, da je snemal on, recimo Erin Brockovich. Snemal je... Tudi super posnet, ja, Delajmi tudi, ja. Snemal je z Ulrichom Seidlom, to je ta čudak, avstrijski režiser, ki je posnel to trilogijo pred kratkim, mogoče je kdo ujel Paradise, Fate, Paradise, Hope, Paradise, Love. Ne vem, med drugim na začetku kariere, ko je še bil, usekanje, mislim, da še vedno, ampak je šel z Wernerjem Herzogom na rob vulkana in sta snemala noter in sta čakala, bo izbruhnil in ju zakuril ali ne. Pač na koncu ni izbruhnil in to je zdaj en dokumentarc, ki se mu reče La Soufrière ali nekaj tazga. Ne vem, pogooglite. Dva sta bila, ja. Najprej imel enega nemškega snemalca, pa mislim, da je zgodba pa taka, da ni hotel iti ta Nemc tega kadra prav na rob posnet, ker Herzog je treba čakati, ne, ker podnaslov filma je, ne bom ga v nemščini prebrala, ampak prevod je čakajoč na neobhodno katastrofo ali nekaj takega. Ne, zagledal sem to. In mislim, da ta nemški direktor fotografije ni hotel z njim prav na rob in gledati noter, kdaj bodo te zublji ognjenih pojedali. In Ed Lehman je rekel, grem pa jaz, valjda. Tako da pač nor model. Ne vem, snemal je tudi z tem Larryom Clarkom en film, to je ta tip, ki je naredil Kids. Tako kar zanimiv človek. Ampak meni je, od vseh njegovih filmov, mogoče Virgin Suicides pa Carol sta mi najbolj tako, čist totalno različne estetike, ampak oboje res tako noro. Po drugi strani pa Ulrich Seidl, ki je pa čist iz drugega vica in te neke njegove malo rigorozne kompozicije in ta neka distanca, kar je spet čist kontra, recimo Sofiji Coppola po svoje. Tako, no? Ja, meni je, če gledaš to trilogijo Paradiž, pa vse druge filme, ki jih je naredil, sploh ne moč, mislim, ali pa Carol, recimo na zadnje,
sploh ne moreš vedeti, da je to isti človek posnel. Ja, tako res vidiš, koliko je v bistvu raznolikih stvari sposoben. Ker če pogledaš res Far From Heaven pa Carol skupaj, bi si mislil, okay, to je njegov štik. Pa Sweet November. Ja, Simone. Po drugi strani Erin Brockovich ima pa spet čisto neko drugačno. Ali pa ta Ken Park od tega Larrya Clarka je pa ta mal 90s trash v bistvu zgledano. To sem tudi gledal. Ja. To sem vse gledal, pa s tem filmom je bil on, na Leafu je bil ta model, Ed Lehman. Imel je neko predavanje ali nek Q&A, to se ga spomnim. Takrat je bil Ken Park, ne? Ja. Okay. Prvič slišim za modela, vse te filme sem gledal. Prvič slišim za tega modela. Zdaj sem odtavo, jaz priznam, sem nekaj pogooglal, ali ste Mildred Pierce omenili? Aha, ne, to je pa serija, to je spet Todd Haynes. Super serija, ne. Mislim, da smo jo omenili že ne parkrat. Ja. Pa tale, to se pravi, ta model za vsak film naredi nekaj čisto samo svojega, ni tak šarlatan kot Ljubecki, ki sam ful lepo vsakič posname na isti način. No. Ne, ni tak šarlatan. Mislim, ne, se tudi ne naredi čisto za vsak film, čisto nekaj drugega, ampak je pa pač ful raznolik, v bistvu, totalen umetnik v bistvu. No. Ja, se to. Ljubecki naredi za vsak film nekaj drugega. Dobar, ampak ja, no da, jaz sem Malik fan, tako da ne me, to je bil joke, slab joke, ampak je bil joke. Pa mogoče evo v kompletu, tako da uturim zraven Todda Haynesa še, ki pač je bil enkrat v Lifeu nominiran, pa še to mislim, da za scenarij, pa še to mislim, da za Far From Heaven, ki je mislim, moj najljubši, rečemo, ameriški režiser od teh danes, ki delajo. Tako res hud človek, sam ni dost mainstream. Ja, očitno ne. Pižanc, tvoj drugi pik. Moj drugi pik, bom pa rekel, eno zanimivo leto bom jaz rekel, da moj drugi pik so 62. Oskarji, se pravi film iz letnica 89, ker sem malo gledal in je bilo tako zanimivo, to je leto, ko je zmagal Driving Miss Daisy. Ajajoj, to leto, ja. In si imel noter med nominiranimi za najboljše filme Born of the 4th of July, Dead Poets Society, My Left Foot in recimo med eni od teh, ki so bili tisto leto in jih sploh niso povohali, Do the Right Thing, zame še zmer najboljši njegov film od našega Spike Leeja, ker se mi zdi, da tisto, ker pa ta film, to neko tenzijo tam, se pravi, to je še pred Rodney Kingovska Amerika, nek ta vroči asfalt in te blokovska naselja in kako ga on to not zajame in zliki, ki jih poveže noter. Se mislim, da smo tega Do the Right Thing tudi takrat v neki Cop filmih omenjali, tako da res, to je eno tisto leto, ki si rečeš, kaj vam je bilo. Se imajo veliko takih let. Ja, tle pa res, ko pa navadi, če že tako rečeš, kaj vam je bilo, pa je ena, veš, res boljši od dunga, ki dobo tle je pa polno. Boljših, tako zdaj vsaj mogoče polno te za igralce, pa to se jih nekako potalala, ampak pa sem gledal tisto leto, da je bil tudi ta Dead Poets Society, ki bi, kakor se je spal zdaj preverjal, Robin Williams je dobil sam za Good Will Huntinga, ne? Ja. Tudi eno to malo prekletstvo teh ljudi, ki so bili smešni, pa so jim pa dali resne vloge od tega pa Awakenings, pa The Fisher King, ki so vsi trije totalno, sploh mi zanimno, The Fisher King je čista Bolanijada tudi, to ta temačnost Gilliamova, tako da to bom jaz rekel. Zdaj, boste vi še kaj se pridružili pri teh Driving Miss Daisy, ampak je pa tak Prešeren, Vedar. Ja, ne, sam to, ampak to se pač pri Oskarjih hitak zgodi. Vsake tok cajta, razumeš, dobi nek movie, Oskarja, ki je res, ali pa če ne bi. V teh letih jaz upam, da bi kar en mu dal, ki si ga pač zaslušne. Če se kao nisem mogel odločiti za enega res dobrega, dajte enemu, ki je mogoče neki poprečen ga un let naredil, samo zato, da ga ima. Še verjetno to vse delajo. Mislim, tudi naš pol leta 90 ali 91, ki je dobil ni dobil Goodfellas, ampak je dobil
Kevin Costner. Valjda, ja. Ali pa leta 77, ko si imel nominirance All the President's Men, Network, Taxi Driver, Bound for Glory, dobi pa Rocky. Čeprav ne, okay, Rocky 2 bi ga mogel dobiti, kar res ne zasluži. Rocky 4 bi ga mogel dobiti. Rocky 4 je Clubber Lang. Ne, letos bi ga mogel dobiti. Rocky 4 je stransko vlogo. Ivan Drago. Drago, Drago. Pa, če smo preteknili, smo Martin Landau, ki ga je dobil za Bela Lugosija v Edu Woodu. Ja. To so te lažilni, ja. Umezil pa Samuel L. Jackson, ki je rekel, ok, motherfuckers. Ne, pa sej, če se tako ful na hitro vrnemo na 89. To je pač tipičen ta primer, ko imaš dva filma o medrasni napetosti, ali kako lahko temu rečemo, v Ameriki, ne? Driving Miss Daisy pa Do the Right Thing. In pač, kaj izberejo te beli starčki? Valjda ta film, ki je malo bolj na easy za njih, za to je bilo požret, 90, v bistvu, to ni bilo 89. Ne, meni se zdi, da Oskarji so bili 90, no, ampak filma sta oba, ampak filma sta oba iz leta 89. To je taka tipična zgodba, ne, in zaradi tega še vedno 10, ne 15, koliko let kasneje zmaga film Crash in tako naprej. Ja, sej, ta bizarni vmes, ki so, ne. Ja. Ok, pa jaz sem, ne, drugi krok, ne, ok, jaz ga zdaj končno na ljudi, ne, dosti je tega, ne. Catherine Keener. Jaz mislim, da Catherine Keener pač bi mogla imeti Oskarja v življenju. Pomagal še imela. Sej, pomaga tudi, ampak jaz mislim, da si ga že kar nekaj cajta zasluži. Ker njo pa vsakič, ki jo vidim, je tako, zakaj ti nisi tako kot Meryl Streep? Jaz tako ne razumem tega, zakaj ni ona ena od teh žen. Zmeram je ona, ki ima neke supporting role, ne. Kje bi pa dal Oskarja? Kje bi najbolj dal Oskarja? Za Adaptation? Ne Adaptation. Ne, Malkoviča. John Malkovich. Ja, za Malkoviča v bistvu. No. Zdaj, ker tisti film je že tako čist, mislim, jaz ne vem, kaj si mislil o tem filmu vsakič, ne. Ker je Kaufman je pač očitno moten, ne, ampak na najboljši možen način moten. Na najboljši možen način. Ampak ja, ona res tako ful funkcionira pač na platnu, lahko to rečemo, je ful preveč klišejsko. Ona je ena od teh ljudi, ki vsakeč jo kupam, pa vem, da je ona, veš. Ampak vsakeč jo kupaš, da je pač un lik, ki je. Jaz vsakeč, ki vidim, tako, ti bi pa mogla več biti v življenju, kot si. Res, ne vem zakaj, ampak ja, Catherine Keener. Res, ker to presežem, ker smo se začeli pogovarjati, da bomo te glave delali, ne, sem rekel, Catherine Keener bo na spisku. Tako da, ja. In si upam tudi reči, da je tako, kar se v tem kontekstu kar mainstream pikno. Tako, ne vem. Ampak ja, mogoče za Malkoviča ziharno. Ja, zakaj? Ona je bila, se mi zdi, da je tako, ona bila taka kraljica independent movie. Ja, totalno, ona je s to Nicole Hall of Famer snemala v glavnem, po mojem, da vse filme skorno, do zdaj, ali pa večino. Veš, ta Enough Said, recimo, ali pa Friends with Money. Vse to so the best filmi, tako, če kdo ne pozna drugače od poslušalcev, ful priporočam. Tako da to, ja, plus te Kaufman. Ja, vse, kar je Kaufman delal. Oziroma Spike Jonze tudi, no, se je delala tudi z njim tale Where the Wild Things Are, je delala mes zdaj nekaj. Vse je igrala lansko leto, se me niste prepoznali. Kvatlo? Do koga? Čak, kje je igrala? V seriji, če se ne motim, v HBO seriji je igrala. A res, kaj je ona? V kjeri pa, to pa ne vem nič. To pa ne veš nič? Ne, še zdaj nisem gledal, stari, to šparam si. Nisi gledal? Ne, vem, dejansko si ga šparam, vse je že redi. Šel mi je Hero, prosim, nehimo se zdaj pogovarjati, nočem več vedeti. Ampak to je bilo bizarno, mislim, ker tam igra. Ne bom nič govoril, ampak se bom zgleda. Ona je tam siva. Okay. Ne prepoznaš, ampak gledaš jo, ima neko lasuljo, igra neko 60-letno žensko, jo gledaš in zakaj mi ta ženska tako znana? Kaj je to? Pa v enem momentu ugotoviš, da je to Catherine Keener. No, zdaj se mi je še bolj prikupila, ne, ker igra pri mojemu omiljenemu Davidu Simonu. Ne, ja, pa zajebana je tam. Okay. Mislim, ona bi volila Trumpa tam. Okay, a lahko nehaš govoriti, nehi.
Prav nekaj govoriti. V glavnem, se pravi, gremo, naokoli smo prišli, gremo kar še tretji krog, ki bomo mogli časovno, mislim, da tretjega bomo mirno zvozili. Tako da, Matevž, tretji krog. Jaz sem pa zdaj igralca. Igralca, zato ker te režiserji, vseh je veliko, ampak ok, bom še enega zbona spal, ampak vse. Richard Burton. Ok. Človek, ki je bil nominiran večkrat kot Leo DiCaprio, ki je bil nominiran 7-krat. Wow. In od leta 53 do leta 78 in nikoli ni dobil Oscarja. To je pa... What? Ja, dejansko on je bil večkrat nominiran kot poročen. Vem, samo on je dejansko Richard Burton, to ni... Ja. On ni kar en model, pač. Ja, to ni Tito. To je. Zakaj za to vlogo ni nič prejel, ja, šoking. Wow, ok. To je pa kar malo... Ne vem točno, kaj reči v bistvu. Jaz sem totalno šokiran, ker tudi jaz tega nisem vedel, ko sem malo googlal, pa pridem do tega Richard Burton, kako on ni nikoli dobil. To je res, jaz sem bila pripričana, da je za Who's Afraid of Virginia Woolf verjetno, ampak ne. Nominiran je bil. Je bil nominiran, ampak ni dobil. To je pa kar malo bizarolentno. Tako ta je še eden od tega, ker sem tako gruntal, kjer iz jih nimajo. Ne? Ja, ker je izgubil je proti Paul Scofieldu. Okay. Za film A Man for All Seasons, nikad čuva. Ja, ok. To klasiko, ki jo vsako leto se vračamo v njej. Ja, ta je tako menjka Hitchcock kategorija. Ker on je tako, njega pač vsi poznamo. Richard Burtona valjda si že slišal v življenju. Ja. Sklepaš, da je eno teh, ki je na eni točki dobil Oscarja. What? Ja, jaz sem čist šokiran bil. Recimo Peter O'Toole tudi ni dobil. Ja, ampak veš, ne vem, Richard Burton je res tako, on je vsi Peter O'Toole, ne, kada disam Peter O'Toole. Peter O'Toole, ta človek je posnel 2 filma in upa na najboljše. Ne. Ampak ne, to mi je res mi je bizarno, ker je res, on je the on shit. Je pojem, ja. Ja, on je res the shit. To je tako. To je kada Leo DiCaprio ne bi dobil Oscarja. Skoraj isto. Ne, v bistvu on je tako, kot Don z Brad Pitt. V bistvu. Aha, na to, v bistvu, ja. Ja, tako bolj, ja. Poročen z igralko, ki tudi, sam da sta še zmeraj skupaj, da nista ločena, pa da se ni zapil, tako kot Richard Burton. Wow, ok, to je bilo preveč bizarno. Okay, Urša, tretji krog, ti si. Ja, jaz ne vem, mogoče bi zdaj, ker smo ful režiserjev omenjali, vse sem jih imela še par, sam dost se znate jih googlati režiserje, pa bom povedala mogoče folku za enega animatorja, ki ga še kdo morda ne pozna. Sicer je še dost mlad, tako da mogoče bo še dobil Oscarja, nominiran je bil že 2-krat, nazadnje letos, za najboljši kratki animiran film, ime mu je Don Hertzfeldt. Okay. Slučajno, pozna kdo dvaju? Ne. Ja, pojem. To je v bistvu dost smešen model, ki je začel z takimi napol eksperimentalnimi animiranimi filmi, ki ga animatorji kaj preveč zelo baje ne marajo, oziroma ne marajo ful glasovati za njega na Oscarjih, zaradi tega, ker je ta njegov stil animacije ful preveč preprost in pravijo, da je to kao goljufanje, kar on počne. Ker če gledaš malo te filme, ko dobivajo Oscarje za najboljše kratke animirane filme, so to ponavadi ful taki, ali ful hudo narisani, ali stop motion, ali ful huda računalniška animacija in grafika. Don Hertzfeldt pa dela te stick figures v bistvu, pač en krog in par črtic ven, tako par filmov je naredil, pač ko so te, ne, stick figures. In prvič je bil nominiran za Oscarja z filmom z naslovom Rejected, to je bilo leta 2000. To je ful zabaven film, pa mislim mogoče, da je celo ta cel na YouTube. Bom pogledala, Anže, pa ti pošljem link. Okay. To je tako banano, ali kaj? Kaj je? To je tako banana, pa to.
Ja, to je taka je banana. To se ful intrigantno sliši, moram reči. To je taka banana. Koncept te Rejected, mislim, meni je on ful zabaven. Jaz sem vse njegove filme pogledala, pa pred kratkim imel tudi retrospektivo mislim, da mogoče na Animateki, oziroma pač v Kinoteki je bila retrospektiva in je res the best. In ta koncept tega Rejected je, da pač so njemu naročili nekaj reklam, ki naj bi jih on animiral, za različne naročnike, tam neki kosmiči so, pa ne vem, neke konzerve ali kaj pa vem. In on naredi reklamo, pač bizarno, totalno, ampak njemu se zdi cool in oni to zavrnejo. In pol zavrnejo drugo in tretjo in njemu se počasi zmeša animatorju. In te reklame, ki jih dela, grejo vedno bolj tako v neko čudno smer. In na koncu se že te listi, na kjer so te reklame, mislim, te strički in te banane narisane, je že to vse zmečkan in strgan. Tako da, skratka, tak nek descent into madness, no, bi rekel Američani. Okay. Ful zanimiv kratek film. Pol je vmes, jih je naredil še več, ampak dosti pred kratkim je naredil pa 3 take malo daljše od 20 minut, ki se na koncu povežejo v en celovečeren film. Naslov je, mislim, teh kratkim je naslov, en je It's Such a Beautiful Day, pol je Everything Will Be Okay, pa I'm So Proud of You. In mislim, da te vsi 3 skupaj, da imajo naslov It's Such a Beautiful Day. In ta ni bil nominiran za nič, ampak je res ful priporočam. Tak, the best celovečerni animiran film, mislim, da je na Vimeo on demand, cel na voljo. Aha, ok, se ga da tudi na netu, dobro. Je tak, ja, mislim, da se ga tudi po manj legalnih metodah pridobiti verjetno. Ki tudi se začne z dosti takimi preprostimi temi stick figures, pač temi možički z palčkami za roke in noge, ampak on razvije prav neko tako eksistencialistično zgodbo o enem človeku, ki nekaj zboli in pa se mu čudne stvari začnejo dogajati. In pol ful dober v tem filmu glih tako, pač za te, ki se, ne vem, koga zanima ali animacija ali pa te malo hibridne forme, čist vizualno, ne. Tukaj kombinira on in malo pač posnetke na, ne vem, super 8 mm in malo te na roko narisano animacijo in vse tako na dosti zanimiv način v bistvu komponira v sliko. Tako da to je ta celovečerc. Pol je bil pa zdaj nazadnje letos nominiran s kratkim filmom World of Tomorrow. To je pa spet kratek animiran film, ki je pa tako tehnično, pa čist vizualno je šel res en korak naprej, ki uporablja tudi dosti digitalne animacije, ampak osnova so še vedno te figurce iz palčk in s krogom za glavo. To mi je dobro, vsakič probaš to razložiti. Ja, ne vem, kako je. Jaz ne vem, kako je. V bistvu tako, kot vsi rišemo. Ja, tako, kot vsi rišemo, ja. Ja, tako, kot vsi rišemo. To je dobra definicija. S tem, da tukaj je pa obral ful zanimiv, v bistvu ful zanimiv način, kako se je lotil snemati ta voice-over, se pravi ta glasove, ne. On je snemal svojo nečakinjo, ki je takrat bila stara, po moje, ko pa vem, 4 leta ali 5, ne vem točno, kako se je z njo igral, pa je ene stvari razlagal, pa ona ga je nekaj sprašvala, pa mu razlagala neke stvari in on je snemal audio njo, pač ne vem, ure in ure tega in pol je iz teh posnetkov izbral in izrezal to, kar je pač rabil za zgodbo, ker v zgodbi sta pa 2 lika, pač ta punčka, Emily se imenuje, ta mala iz Bobby Palčk, ki jo obišče njen klon iz ne vem kere generacije, iz prihodnosti, ne vem koliko, 1000 let ali koliko prihodnosti. Jo obišče in njene stvari razloži o prihodnosti. In pol je posnel pač eno, mislim, da je eno animatorko, ni niti igralka, eno kolegico, da je bila ona v prihodnosti in vključil posnetke od te svoje ta male nečakinje, se pravi, izpade ful tako nekako realistično bolj, no? Ne tako, kot so vedno te otroci v risankah, ko vidiš, da je en 40 let star igralec. In pač je spet neka čist bizarna, ampak hkrati ful ganljiva zgodba
in tudi zelo za njega dosti napredna animacija, tehnično tako in dobro zgleda. 15-minuten filmček, mislim, da je zmagal med kratkimi filmi na Sundance, mislim, da je dobil glavno nagrado, ali na enem od, po mojem, da Sundance. Tako da, ampak, jaz mislim, da njegov cajt sicer še pride, ampak glede na to... Se on sploh kvalificira med te naše izbore? Pa ne vem, ima že 2 nominacije, s tem, da prva je izpred 16 let, 15, 16. Tako da misliš, da bo comeback naredil na eni točki? Mislim, on je nek talik, kot recimo je en, ko ga nismo omenjali, ampak bi ga mogoče lahko, ne vem, Paul Thomas Anderson, ko je isto začel v 90-ih v nekem, rečemo, independent, underground svetu in ki je v tem svojem malem krogu pač totalen car, ampak v mainstreamu ga nekako ne priznavajo še toliko, s tem, da pač animacija. Vsega, v bistvu, Derbli bi blati bil ta film, ki ga je. Ja, to so ga samo malo pošmerdali. Okay. Ampak tudi Paul Thomas Anderson še vedno nima Oscarja, ne? Ne. Kar je spet bizarno. Še je upanje za njega. Ampak za njega je res še upanje. To tudi mislim, da je nekako isto. Pač ta model, po mojem, jaz bi mu ga že dala že 2-krat prej, ampak še je upanje. Ne bo še umrl, upam. Hiter. Za ene, ko včasih že imaš feeling, da se mudi malo, ko prišepajo tam na oder. Okay, pol je pa zdaj pižama, črički. Ja, pižamci je zginil. V bistvu agenti akademije so ga odvlekli. Temu se reče, ko Skype enega od nas v glavah ne mara. Tako da pižamca preskočimo in sem jaz. Jaz sem pa za ta zadnjega enega človeka, ki sem mislil, da ga bo že kdo drug ponudil. Gre za igralca in za človeka, ki je sicer bil nominiran samo enkrat, ampak bi pač mogel biti, in to je Bill Murray. Bill Murray si ga pa dejansko zasluži. Zakaj je bil pa nominiran za Lost in Translation? Ja, za Lost in Translation. Tako je. Ampak ne, on je eno teh, ki bi ga mogoče lahko kdaj tudi za komedijo dobil. To je klasika, pač Oscarji ne cenijo komedije. To je itak. Ampak moj point je bil tako, on bi lahko, v bistvu, bila bi lahko to komedija, ker ne bi bila sploh nominirana za Oscarja kot film, ampak Murrayju bi ga pa lahko kdaj dal. No, vse tako, kot Jim Carrey tudi je že naredil tudi kaj, kjer bi si lahko zaslužil Oscarja. Pa ga ne šlivijo, To, da smešnih ljudi ne marajo. Ali pa Eddie Murphy, ne? Ja, čeprav Eddie Murphy s temi otroškimi filmi si je, mislim, da tak minus naredil. Pa se tudi Bill Murray zadnja leta nima glih nekih... Ja, to je res. Mislim, ima tudi par čudnih stvari tam v CV-ju, ne? Ja, ampak je pa Bill Murray, veš kaj mislim, tako, ne vem, Se mi zdi, da je on kot Richard Burton. To je točno isto. Isto je, tam. Enačaj je med tema dvema. To si skoraj upam reči. Tako da, jaz dam Billa Murrayja zaradi tega, ker enega je mogel umeniti. Pa zdaj, ko ima full shameless promo, kaj že Slovenija vodka, to je tako smešen, ki jo uturi čisto vsako stvar, ki jo dela, ampak tako je življenje. Zdaj pa tako, ker zdaj smo itak samo še 3, ampak smo že kar malo dolgi. Gremo ena bonus runda, zelo na hitro. Gremo čez, tako da Matevž, da je še enega, ajde. Še enega, ampak tako, res na hitro. Jih manj tlele, kar še nekaj. Se vem, zdaj pa, treba izvati. Kaj bom rekel, evo, Emir Kusturica. Ok. On bi ga mogel dobiti že vsaj 2-krat. Mislim, dejstvo je, ko enkrat dobiš več kot eno zlato palmo, je malo čuden, da ne dobiš Oscarja. Ja, recimo on ima 3 palme. Ja. Recimo brata Darden ima ta 2, pa nista bila niti nominirana še nikoli, kar je tako bizarno, ampak to je itak ta francoska politika, kaj oni nominirajo sploh med svoje te kaj svoje pošlejo, kandidate, je itak vsak let tako totalno weird. Dobro, letos še nekako je v redu. Sigurno, mislim, on Kusturica bi lahko dobil za Otac na službenem putu, za Dom za vešanje, Underground, to so 3 filmi, ki bi definitivno lahko dobili. Tako da, evo, on mi tako. Ja,
Pa sej to je to, ja. Pa da ni spet nekdo, ki prihaja iz Amerike. Ok, fair enough, ja. Urša? Ja, mislim, ok, zdaj Dardena sem že omenila, ker nista bila nikoli nominirana, kar je smešno, ampak mogoče še en človek, ki ni bil nikoli nominiran in je eden od utemeljiteljev pač sodobnega dokumentarnega filma, Frederick Wiseman. Definitivno. Glih danes ali jutri, ne vem, dobro, se to zdaj nima veze, ampak njegov zadnji film je trenutno na festivalu dokumentarnega filma In Jackson Heights. On je v bistvu utemeljitelj te Fly on the Wall, muha na zidu, Fly on the Wall. Spet te moje angleške. Tega pristopa, se pravi, on samo opazuje. Nekam gre, pač dost filmov je naredil, ki se dogajajo v raznih ali ustanovah, ali recimo... Bolnica, ona z bolnico, kako je? Ja, jaz prvi slišam za tega človeka, zdaj ga še prav Frederick Wiseman, ja, daj pet ga pogooglati, ker to je, mislim, ta človek je car. Titicat Follies je bil prvi film, s katerim se je res tako, je postal znan, to je v 60-ih naredil in snemo je v umobolnici. In je v bistvu samo opazoval, kaj se tam noter dogaja, kakšni ljudje tam živijo, kako z njimi ravnajo in tako. In to je bil takrat kar tako, tudi skoraj že mal škandal. No? In pol potem je posnel full filmov, glih, tako, ja, kot si rekel Matevž, recimo en je Hospital, pol je Law and Order, High School, Central Park, Ballet, ne vem, različne, ali je vzame eno ustanovo, ena pred kratkim je bila National Gallery, tam mislim, da je bilo lani ali predlani, pa Berkeley univerza, recimo. Vzame eno ustanovo in tam opazuje, kaj se dogaja, snema včasih tudi po par let noter in pol iz tega materiala, ki si predstavljam, da ga more biti na 100 ur ali pa 1000 ur. Boxing Gym je en tudi od bolj znanih filmov, recimo. Pol naredi dokumentarc in sicer ponavadi so malo dolgi, ampak vedno totalno fascinantni, res. Tako da to se splača pogledati. Pač recimo, mogoče Titicat Follies zdaj še najbolj tak za začetek, wow. Med drugim pa tako zanimivost se je ustavil tudi v Sloveniji enkrat, kjer je snemal ta znani Omnibus, I miss Sonja Heni. To ni bilo v Sloveniji, to so snemali v Beogradu. Oziroma, ja, snemali so v Beogradu, ampak Kar Pogodina je to organiziral in pač prišli so različni režiserji. In vsak je posnel en kratki film, v katerem je moral uporabiti stavek Pogrešam Sonjo Heni. To je pač ta drsalka umetnostna bila. To je en stavek iz Snoopija, mislim, da. Ja. In pač Tim Kobras, Miloš Forman, Dušan Makavejev, Frederick Wiseman je bil tudi en od njih. Se par let nazaj imel Wiseman tukaj retrospektivo, ni bilo lansko leto ali predlani? Ja, meni se zdi, da takrat, ko je bil ta National Gallery, ta film, ne vem, mislim, da je bilo mogoče 2 leti. Ja. Ali pa, ja. Tako da, ful zanimiv avtor, no? V bistvu en od redkih, ki še vedno, ki si je izbral stil in še vedno se ga drži in glih zato, ker se tok malo pravzaprav utika v dogajanje pred kamero, še kar ni zastarel ta stil, ne? Ker za razne... To je pravi dokumentarci, to opazovanje, ne? Ja, najbolj... poseganje v materijo. Najbolj neka čista forma, kar lahko sploh dokumentarci je, ne? Ja. In mislim, glede na to, da je tudi zelo pač znan in priznan avtor in da je star pa moje žene, 80 let zihar, sem bila čisto šokirana, ker sem videla, da sploh še nikoli ni bil nominiran niti, ne, kaj šele, da bi dobil kakšnega Oskarja. No ja, tega sploh ne šmerglejo. Pa. Tako da, ja, star je pa 85 let. Tako da, morali bi pohiteti. Skratka, Frederick Wiseman, come on. Dajte mu vsaj unga, to ležilenga, kaj že življenjskega, tega, ki ga je Akira Kurosawa pol dobil. Vsega ne rabiš. Ja, unga boš, da nimaš, če imaš samo unga. Ja, boš imeti enega prej, že pa pol tizda. Ponavadi, če ti unga dajo, pol imaš šanso, da ga dobiš, recimo, to pravega, ne? Recimo, ne vem, Paul Newman tudi ni dubo, pa ga je pol, ne, kako je bilo že to?
Da si prvo življenjsko dobo, pa dejansko za film. Tudi Morricone, recimo, je dobo za življenjsko delo, leta si dobo pa dejansko. Hateful Eight, en kup je takih. Okay. Pa jaz že spet en že uleti z zadnjim pikom, že spet full mainstream, Woody Harrelson. White man can jump. Yo. Okay. Meni je to kul, jaz podpiram. Zakaj on nima Oscarja? Jaz podpiram to. Ker on je začel sitkomo, veš, to je to. Vem, samo šele zdaj se je profiliral kot No Country for Old Men, razumeš? In White man can jump, mogoče najboljši. Mogoče je to ista kategorija, res kot Bill Murray, ne? Pa ni, ta bolj drame igra. Ne, zadnja leta šele. Ampak tudi prej ni bil v vseh možnih goofy komedijah, no? Mislim... Je bil, je bil kaj ta, Kingpin, Feral Brother. Kingpin pa res, to pa, Mislim, je tako, pa White Man Can Jump. Je odličen film. To je mogoče najboljši košarkaški film ever. In ko smo pred tem, ki je Oscar od Rosie Perez, ne? Ja, to je res, You talking to me? Ne moram res Rosie Perez našel. Tako slabo. To bom ven vrgel. Perfekt, Rosie Perez. To bom ven vrgel. Za trenutek sem mislila, da je ona na drugi strani. Anže je Rosie Tomič. To ne bom komentiral tega. Ne bom komentiral. Drugač pa mislim, da smo prišli do konca. Hvala, pižama, še za tvojega. Tako da bomo šli naokoli. Se res. Luzerja se najde na Twitterju pod Afna Mateus Luzar. Urša, kje se pa tebe najde? Mene se pa najde na Twitterju pod Afna URSS_M. Ja, Denis. Denis. Sem začel Denis klicati. Game over. Poglejte Twitter, če ne veste, zakaj se gre. V glavnem, jaz sem na Twitterju Afnanzeto, ker je pižamca vzel Vrak ali pa Akademija ali pa samo Skype. Bom jaz povedal, da je ta podcast del mreže Aparatus, vsi ostali podcasti so na aparatus.si. Lahko nas tudi podprete, to naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri ali pa na /salca. Res vsak evro prav prije, zato imate danes in Urša in Matevž en fajn mikrofon, da se jo bolj sliši. Tako da ful hvala vsem, ki ste to naredili. Dajte v kakšno oceno v iTunesih, hvala, ki ste poslušali pa to, zdaj pa kaj na tri. Anže, sorry, a lahko poveva tudi, kje se naj najde IRL? Lahko, valjda, plaganje z veseljem, lepo vejta. Ne, ker zdaj bom jaz povedala, sam ne vem, kdaj gre to ven, če bo mogoče to že ven v četrtek, ima Mateo še en ful zanimiv dogodek v kinoteki. A to je naslednji četrtek, imamo 24. Pa sploh 24. Kaj pa je ta dogodek? Dej pa te už povej. Ja, 24. Bo v kinoteki ob 9. zvečer DSR, Društvo slovenskih režiserjev, vsak mesec organizira režiserje v dialogu in tokrat se bova udarila Miha Hočever pa jaz. Tako da zna biti zanimiv večer. To bo ful zabavno, folk. To pridite pogledati, po mojem bo zanimivo. Tako da. Ok, lepo. Urša, imaš še ti kaj? Ja, jaz imam pa 5. aprila, to je pa malo kasneje, v Trubarjevi hiši literature se me najde, kako se pogovarjam o filmu We Need to Talk About Kevin. To je pa Tilda, a ni Tilda to? Ja, Tilda. In Lynn Ramsey, moja, če rečem, da je Todd Haynes moj najljubši režiser, moja najljubša režiserka. Meni to ona, super. Lepo. Tako da, to pa je 5. april, Trubarjeva hiša literature. In se tudi pogovarja z Mihatom Hočeverjem. IRL. Miha Hočevar pa je tudi vabljen, pa če bo tudi, se lahko tudi z njim pogovarjamo. Je kul, pa bomo pa na 3-4 zdaj bomo rekli ljudje in režiserji, in se poslovili, se temu reče. Tako da 3-4 zdaj. Ljudje in režiserji. Či smo oglašeni, to je noro, res, res uživita. Čau. Enako.